Vsemogočnemu Bogu in Papa in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah, dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse anđele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Sin nam je dan. Berilo iz knjige proroke Izaija. Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč. Bogato daruješ radost, veliko veselje deliš, ljudje se veselijo pred tabo, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Ker jarem njegovega bremena in šibo na njegovem hrbtu in palico njegovega zatiralca zlomiš, kakor ob dnevu medijancev. Ker dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramenih in imenuje se čudoviti svetovalec, mogočni Bog, Oče na veke, knez miru. Njegov je polnost oblasti, miru ne bo konca. Vlado bo nad Davidovem prestolu in nad njegovim kraljestvom. Utrdil ga bo in podprl svojo pravico in pravičnostjo
zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad oskami bo to naredila. To je Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipjanom. Bratje in sestre, veselite se vedno v Gospodu. Zopet pravim, veselite se. Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu v molitvi in prošnji za zahvalo. In Božji mir, ki presega vsak razum, bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. Končno, bratje, kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, karkoli je krepostno in karkoli hvale vredno, to imejte v mislih. Kar ste se naučili, kar ste prejeli in slišali in na meni videli, to delajte in Bog miru bo z vami. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami.
Iz svetega Evangelija po Luku. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, se je zganilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je zganilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar je povedal Gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje o Bogu, mojem zveličarju. Kristusov evangelij. Dragi bratje duhovniki, spoštovani vsi navzoči, dragi bratje in sestre v Kristusu. V cerkvi praznujemo danes god Device Marije Kraljice. En teden po prazniku Marije Nebovzete. Tako se danes skupaj s preteklim praznikom oziramo v nebo, v nebesa, kjer je naša nebeška mati Marija in kjer je tudi cilj vsakega od nas, ko bomo dokončali svojo življenjsko pot. To ne pomeni, da smo zaradi pogleda proti nebesom daleč od življenja in skrbi tega sveta. Ravno obratno. Ravno zaradi tega jasnega cilja, zaradi naše vere in povezanosti z Bogom, se lahko dotaknemo prav vsake bolečine, vsakega dogajanja in vsakega delčka naše osebne in narodove zgodovine. Zaradi pogleda k Bogu, zaradi povezanosti z Marijo v nebesa vzeto in kraljico vsega stvarstva, smo lahko realisti in se ne bojimo ničesar, saj nam je Gospod blizu. Danes večer darujemo v naši stolnici sveto mašo prav poseben namen, za žrtve zločinskih režimov. Danes je namreč predvečer Evropskega dneva spomina za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na jutrišnji dan zaradi tega, ker je leta 2009 Evropski parlament 23. avgust razglasil za Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na ta dan je bil leta 1939 podpisan pakt Ribbentrop-Molotov med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo. Posledica zlitja teh dveh zločinskih totalitarizmov in vsakega posebej so bili na desetine milijonov umorjenih ljudi in neizmerno trpljenje preživelih in mučenih ter ustrahovanih ljudi. Ko so ti satanski režimi povzročili človeštvu, se spomnimo Treblinko, Auschwitz, sibirske gulage in holodomor v Ukrajini, Gonars, Rab, pri nas Teharje, Frdrenk, Rok, Hudo jamo in še mnoge druge kraje trpljenja. V narode so vsekali rane, ki še vedno krvavijo in še vedno bolijo. Lahko smo hvaležni, brati in sestre, za možnost, da naš spomin in bolečino lahko postavimo na daritveni oltar pred Boga.
V ponižni molitvi želimo prositi Gospoda za usmiljenje, za pomoč v vseh medčloveških odnosih in za blagoslov ljudem v naši družbi. Brez molitve in prošnje k Bogu bi bile naše zgolj človeške misli zelo krhke in nemočne. Z molitvijo in sveto mašo pa postavljamo pred vsemogočnega Boga, stvarnika nebes in zemlje, stvarnika vseh ljudi, dobrih in slabih, ta naš spomin in vso našo situacijo. Pred Gospoda lahko položimo bolečino, jezo, obtožbe, nerazumevanje situacij, nemoč nedolžnih, sovraštvo zločincev, ujetost in nemoč krvnikov, hrepenenja, sodbe, pravične in nepravične situacije, neodgovorjena vprašanja, zakaj je Bog to dopustil. Vse, kar nam leži na duši ob spominu na dogajanja v totalitarnih in avtoritarnih časih. Vemo, da je za ta občutja in neodgovorjena vprašanja vsemogočni Bog, dobri oče in pravični sodnik, pravi in zadnji naslov. Vedno znova se sprašujemo, zakaj je Bog to dopustil? Zakaj se še danes dogajajo krivice in zlo med ljudmi? Tiste velike krivice v svetu in družbi in tudi tiste krivice v ozkih krogih ljudi. O skrivnosti zla nam zelo jasno spregovori Božje razodetje. Besede Svetega pisma že čisto na začetku. Iz nevošljivosti do sreče človeka v odnosu do Boga je hudi duh vsejal dvom in nezaupanje. Po navdihu hudega duha se je človek uprl Bogu in povzročil nepopravljivo škodo. S tem dejstvom hudega duha in njegovim vplivom moramo resno računati, kot nam o tem govorijo mnogi cerkveni učitelji. Ob tem nam pričajo tudi mnoga grozodejstva v človeški zgodovini, ki si jih človek sam skoraj ne bi mogel izmisliti. O tem človekovem padcu pa nam Gospod prihaja naproti. Že tako je obljubil zmago nad zlom, potem pa je v zgodovini človeštva posebej oblikoval izvoljeni narod, da bi preko njega sa svojo ljubeznijo prišel kot odrešenik za vse ljudi. Za današnji praznik Device Marije, kraljice, je prvo berilo isto kot za božični sveti večer. Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč. Vsa grozodejstva fašizma, nacizma in komunizma, vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov predstavljajo temo in smrtno senco. To je tista noč, ki obsoja Boga in človeka. In Jezus je bil rojen v to noč, v to temo in v to smrtno senco. Ko je bil pred trpljenjem in se od strahu tresel v tej temi, je sprejel nase trpljenje vsega človeštva. Pretrpel je trpljenje in smrt, te nam prinesel luč vstajenskega odrešenja. Prav v to temo človeka vstopa Jezus, ki bo z nami kot čudoviti svetovalec, močni Bog, Oče na veke, knez miru. Potem pa nam govori in nas uči. Daje nam 10 zapovedi, govori nam svoj govor na gori z vsemi blagri, za nas moli svojo veliko duhovniško molitev, da bi bili eno, da se nihče ne bi izgubil, da bi se ljubili med seboj. Brati in sestre, vedno znova poslušamo te Jezusove besede. Veliko se z njim pogovarjamo v molitvi, da bomo mogli vstopiti v njegov način razmišljanja, v evangeljsko mišljenje, ki gradi civilizacijo ljubezni, kot je rekel papež sveti Pavel VI. V današnjem evangeliju spremljamo Marijo na poti k sorodnici Elizabeti. Dobro poznamo ta evangelij
in nam je vedno znova lahko model za naša medsebojna srečevanja. Srečali sta si dve ženi, ki sta bili polni življenja, dobesedno polni življenja, saj sta bili obe noseči. Marija je k sorodnici prišla v pomoč in s seboj ni prinesla kakšnih posebnih daril in spominkov, pač pa je prinesla Jezusa pod srcem, prinesla je Boga. V velikem veselju sta se srečali in v vsem poveličevali Boga. Ta dogodek z Marijo in Elizabeto naj bo tudi podoba za vsakega kristjana. K drugemu naj prihaja, da prinese s seboj Boga. Boga, ki je stvarnik, ki je odrešenik, ki sprejema nase trpljenje ljudi. Boga, ki odpušča človekova grozodejstva, ko se jih pokesa in blagoslavlja. Boga, ki daje upanje za večno srečo in pravično plačilo vsakemu po njegovih delih. Bratje in sestre, naj bo tudi to naše pričevanje ter oznanjevanje evangelija v ta razkristjanjeni svet. Naj bo to naša molitev in odgovor v veri na mnoge stiske in krivice, ki so se zgodile in se še bodo zgodile. Gospod blagruje tiste, ki delajo za mir, ki bodo postali zaradi tega Božji sinovi. Naj nam podarja veliko modrost in moč, da bi delali za mir, ter da bi iskali resnico, ki bo nas in naš narod osvobodila. To ne pomeni, da bi pozabili na žrtve in zločine spregledali, da bi pozabili na zlo, ki se vedno znova dogaja v svetu. Zla in zločinov se zavedamo, jih obsojamo in hkrati čutimo težo vsega hudega. To nas uči in spodbuja, da je to zlo treba z Božjo pomočjo premagovati. Zato se želimo truditi tudi z današnjim spominom in svetomašo, da bi premagovali sovraštvo, da bi premagovali zidove in prepreke, ki ljudi ločujejo. Potrudimo se, da bi med ljudmi vladala ljubezen in spoštovanje. Za zaključek uporabim besede svetega Pavla iz današnjega berila, ki nas spodbuja. Nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo za zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj kreposno in hvalovredno. Vse to imejte v mislih in Bog miru bo z vami. Amen. Nebeški Oče, hvali prošli tebe in te zveljim zaupanje prosim. Gospod, prosimo te za tvojo sveto cerkev, za papeža, škofe, duhovnike in diakone, da bodo iskreno in zavzeto izvrševali tvoje poslanstvo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse naše družine, da se bodo v skupnem življenju staršev in otrok vzgajale za medsebojno strpnost in pomoč. Gospod, nakloni vsem tistim, ki so zašli s poti ljubezni, milost, da bodo ponovni našli pot do tebe. Pomagaj nam vsem, ki želimo vse prevečkrat biti drug drugemu sodnik, da bomo ponižni in napolni nas svetim duhom, da bomo tvoji zvesti pričevalci. Tvoja milost, Gospod, je marsikomu nerazumna. Zato te še posebej prosimo, daj vsem slovenskim, evropskim in svetovnim voditeljem razum, da bo svet povezan v ljubezni in miru.
Gospod, na priprošnjo nebeške in naše Matere Marije, sprejmi v svoje nebeško kraljestvo vse umrle iz naših družin, še posebno tiste, ki so umrli po rokah krivičnikov. Gospod Jezus Kristus, še naprej nam odkrij zaklade svoje dobrote, miru in ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Prav tako je po večerju vzel kep, se
spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti ključ življenja, ki jih zveličajo. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po preko Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vseh svetih. Popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših ranjih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenju, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, ki smo danes tukaj zbrani, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Nevico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi sveti, ki so živeli v tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristus, Kristusom in Kristusom, Spoštovani, v družini, kjer vlada trda roka in je očetova beseda ali materina groba, kakšen značaj je le-teh otrok? Voditelji, ki vladajo z strahom, z grožnjo, a je narod potem podoben
tistemu otroku? Verjetno da. Kjer pa vlada mir, tam pa vlada vse posod toplina, človeka ni strah, rad se približa. Naj bo stisk rok danes to znamenje topline in upanja na lepo bodočnost.
škofu, dr. Francu Šuštarju, se lepo zahvalim za daritev te svete maše. Po blagoslovu in zaključni pesmi vas vse povabim, da še nekaj časa ostanete, prisluhnete kratki akademiji, ki bo po maši, in pa slavnostnemu govoru dr. Andreja Valič Zvir. Sedaj pa pripravimo svoje srca za blagoslov. Gospod za vami. Vsemogočnemu neba svetlo varjo vsega hudega in vam namnogno nevisa moje naloge. Dajo me vaše srce za Božjega Sina, da jih bo mogel dariti z večnimi radostmi. Amen.
spoštovani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije in evropski poslanci, visoki gostje iz cerkvenega in vojaškega življenja, veleposlaniki, gospe in gospodje, dragi prijatelji in vsi, ki ste se udeležili današnje svete maše. Iskrena zahvala pomožnemu škofu monsinjorju dr. Francu Šuštarju in somaševalcem za opravljeno sveto daritev. Hvala stolni župniji in župniku Romanu Starcu. Med mašo so z branjem sodelovali sodelavci vojaškega vikariata, z glasbo pa sopranistka Lejla Irgl in organist Dušan Ješelnik. Oba bosta z nami tudi v nadaljevanju programa. Kratki akademiji, ki jo je pripravil vojaški vikariat, bo sledil slavnostni nagovor dr. Andreje Valič-Zver, direktorice Študijskega centra za narodno spravo. Vabljeni k poslušanju. Tone Pavček, Izumrli. Na hrbtni strani svetlega neba je izumrlih ljudstev dolg seznam. Najslavna ali bedna so bila, prešla enako so na temno stran. O njih še izveš iz zgodovinskih knjig podatke, kaj, kako, zakaj čez njih je pljusknil val, vihar, pomor, požig, a to je zgolj elegičen distih. Na listini je še precej prostora, še kakšen malosrčen narod mora tja čez, med one celovečne sence. Bo kmalu neusmiljeni kronist popisal na ta svoj mrliški list tudi nas, samorastnike, Slovence. So izumrli, zakaj postanejo izumrli? Kdo je kriv, da so izumrli? Izumrl je vsak, za katerim je pošel spomin. Spominjati se je odlična lastnost človeka. Zato smo danes tu tudi mi. Spominjati se slabega ali zgolj dobrega. Drugo berilo nas je usmerjalo, naj imamo v mislih le tisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je hvale vredno. Kajti tedaj bo Bog miru z nami in le tedaj bodo sanje o vrnitvi sprave, o miru postale sedanjost in prihodnost. In ravno o teh sanjah govori naslednja pesnitev Sen o vrnitvi. France Balantič, Sen o vrnitvi. Ko boš tujina vso mi kri izpila, ko neizgovorjena bo beseda, prišla kot ogenj mi na usta bleda, bo davna želja domu me vrnila. Na srce dal prsti bom kot zdravila, sprejel me vase bo pozdrav soseda, spoznala na planini me bo čreda in v duši bo zaplala nova sila. Okusil spev, spet bom sok planinskih trav, spomini nanje skelijo kako rane, ki jih zastrupil dolgih cest je prah. Domači kraj, kako mi spet bo drag. Kako bom ljubil gore razkopane, dokler ne bo med njimi tih zaspal.
Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani visoki predstavniki družbenega, političnega, cerkvenega življenja. Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem v imenu Študijskega centra za narodno spravo za vašo udeležbo. Že 11. Študijski center organizira spominsko slovesnost ob dnevu spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. In kot je bilo danes že rečeno, naj se ob tem iskreno zahvalim vsem, ki ste se zbrali, da s to sveto mašo in s to slovesnostjo počastimo vse žrtve. Moja srčna zahvala seveda velja tudi vsem, ki ste se trudili s pripravo in izvedbo te slovesnosti in letošnjih dogodkov, še posebej vojaškemu vikariatu Slovenske vojske, monsinjorju dr. Francetu Šuštarju in vsem duhovnikom za darovano sveto daritev, gospe Lejli Irgl in gospodu Dušanu Ješelniku, stolni župniji svetega Nikolaja ter seveda mojim sodelavkam in sodelavcem. Spoštovani, kot vemo in smo danes že slišali, je leta 2012 slovenska vlada pod vodstvom Janeza Janše razglasila 23. avgust za dan spomina. In ta vladna odločitev je temeljila na resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu iz aprila leta 2009. To resolucijo je podprla velika večina takratnih evropskih poslancev, vključno z vsemi slovenskimi. In ta resolucija je v ospredje postavila žrtev, trpljenje žrtev kot osrednji skupni imenovalec vseh totalitarnih režimov. In prav to, torej teptanje in nespoštovanje vsakršnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je esenca, je bistvo vseh totalitarizmov in vseh njihovih pojavnih oblik. Človeško dostojanstvo je poteptano v prah in človek kot enkratno bitje je ponižano na raven kosti, kot nas opozarja pisatelj Boris Pahor. Filozofinja Hannah Arendt, ki je v začetku 50. let prejšnjega stoletja napisala temeljno delo o totalitarizmih, je ugotavljala, citiram, končni cilj totalitarne ideologije ni preoblikovanje zunanjih pogojev človeške eksistence in tudi ne revolucionarno preoblikovanje družbenega reda, temveč transformacija človeške narave same, ki se taka, kot pač je, neprestano zoperstavlja totalitarnemu procesu. Raziskovalec totalitarizmov Cvetan Todorov pa je zapisal, da totalitarni projekt temelji na antropoloških in zgodovinskih hipotezah, da vojna razkrije pravo človeško naravo. Zatorej legitimizira nasilje, revolucijo in teror, da bi pridobil in obdržal oblast. Obenem totalitarizem promovira sekularno mesijanstvo oziroma utopije, nebeško kraljestvo na zemlji in rešitev za vse. Z represivnim aparatom vzpostavljen totalitarni režim temelji na unifikaciji, izničenju razlik med družbenim in privatnim, uničenju svobode posameznika in podreditvi vseh oblik družbenega življenja, še posebej ekonomskega, močni državi. Pritrjuje mu eden najvidnejših kulturnih antropologov, René Girard, ki zapiše, da so totalitarni režimi 20. stoletja dejansko nova pojavna oblika starega, k enoumju stremečega poganstva. Todorov poudarja tudi, da
zgodovina evropskega 20. stoletja ne more biti ločena od zgodovine totalitarizma. Izvorna totalitarna država, Sovjetska Rusija, je vzniknila v času Prve svetovne vojne in kot ena od posledic te vojne. Kmalu je sledila nacistična Nemčija. Druga svetovna vojna se je začela z zavezništvom teh dveh totalitarnih držav in se sprevrgla v neusmiljen boj med njima. Obdobje hladne vojne je bila bitka med zahodnim in komunističnim svetom. Spoštovani, letošnje leto zaznamujejo pomembne obletnice. Naj se na kratko najprej ustavim ob danes že omenjeni 80-letnici pakta med dvema zločinskima režimoma, pakta med Hitlerjem in Stalinom ter posledično izbruha druge svetovne vojne. Kot vemo, sta 23. avgusta 1939 nacionalsocialistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza, ki sta v 20. stoletju povzročili najhujše zločine, vojne zločine, zločine proti človeštvu, genocid, sklenili pogodbo o nenapadanju. Konec septembra 1939 sta obe državi sklenili še tako imenovano mejno in prijateljsko pogodbo. Obe pogodbi sta vsebovali tajni protokol, ki je določal interesna območja obeh držav in medsebojno podporo pri okupaciji sosednjih ozemelj. Neizpodbitno dejstvo je, da sta Nemčija in Sovjetska zveza začeli drugo svetovno vojno kot zaveznici. Nemčija je napadla Poljsko 1. septembra 1939, Sovjetska zveza pa 17. septembra. Sovjetska zveza je potem leta 1940 zasedla in priključila tudi baltske države, Estonijo, Latvijo in Litvo, napadla je tudi Finsko, ki pa se je odločno zoperstavila. Kot poudarja zgodovinarka, naša kolegica dr. Tamara Griser Pečar, sta Sovjetska zveza in Nemčija sodelovali na vseh mogočih področjih. Med drugim sta podpisali 3 gospodarske sporazume, tako da lahko danes upravičeno trdimo, da je Sovjetska zveza pomagala graditi nemško vojno industrijo. Seveda je tudi nemška industrija podpirala sovjetsko. Obenem pa je sovjetska partija sebi podrejene komunistične partije, tudi jugoslovansko, ščuvala v upor proti tako imenovanim imperialistom, torej predvsem Združenim državam Amerike in Veliki Britaniji. Jugoslovanska in slovenska partijska nomenklatura sta tako paktirali s Hitlerjevo vojno mašinerijo vse do napada na Jugoslavijo v začetku aprila 1941. Tedaj se je Hitler prelevil v smrtnega sovražnika, Stalin pa je ostal zvezda vodnica jugoslovanski partijski vrhuški vse do resolucije Informbiroja in na njo se navezuje tudi spomin na dogodke izpred 70 let, ko je bila na Goli otok prepeljana prva skupina zapornikov iz Slovenije, ki so jih tedanje jugoslovanske oblasti poslale v pekel na Jadranskem morju. V letošnjem septembru pa se bomo spomnili tudi 70-letnice ustanovitve taborišča v kočevski vasi Ferdrenk. Obe taborišči, kot še mnoga druga, sodijo do sedaj še neprešteto plejado evidentnega, sistemskega in množičnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin po drugi svetovni vojni v jugoslovanski državi. Jugoslovanska, s tem pa tudi slovenska komunistična oblast, se je po prevzemu oblasti dosledno naslonila na doktrino marksistično-bolševističnega razrednega boja in že med, zlasti pa po koncu vojne, pa ob koncu vojne, pobila na desetine tisočev ljudi, ki še vedno večinoma nepokopani ležijo v globelih rudniških jaških jamah. Tako opevana, tako imenovana svoboda v povojni komunistični Jugoslaviji je že ob najmanjšem verbalnem deliktu
potrčila ob meje dopustnega. Ljudem je določala, kaj smejo početi, misliti, govoriti in česa ne smejo. Strah se je počasi, a prepričljivo zasidral globoko v ljudi. Za dolga desetletja je poškodoval duha slovenskega človeka in ga pahnil v stanje nesvobode, tiranije in krutega nasilja nad človekovim dostojanstvom. A kot je v svojem znamenitem govoru leta 1982, to je tisti znani govor o imperiju zla, poudaril tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan, režimi, ki jih sadijo bajoneti, nimajo korenin. Nadaljeval je z mislijo, da že od eksodusa v starem Egiptu zgodovinarji v svojih knjigah pišejo o ljudeh, ki so se žrtvovali ali se borili za svobodo. In potem je omenil bitko pri Termopilah, Spartakov upor, rušenje Bastilje, Varšavsko vstajo, brutalne policijske intervencije v vzhodni Nemčiji leta 1953, na Madžarskem leta 1956, na Češko-Slovaškem leta 1968, na Poljskem leta 1981. In potem je dodal, povsod je vedno znova priplavala na dan človekova instinktivna želja po svobodi in samopotrditvi. In ta silovita, večna in neustavljiva človekova želja po svobodi in dostojanstvu se je pred 30 leti zlila v veličastno dogajanje, ki ga ponazarja padec Berlinskega zidu, železne zavese in propad komunističnih režimov v vzhodni in srednji Evropi. In to je milijonom ljudi prineslo novo upanje za boljšo prihodnost in življenje v svobodi. Ruski dizident in pisatelj Aleksandr Solženicin je zapisal, da diktatorji in diktature padajo le takrat, ko se ljudje zoperstavijo lažem z vsem pogumom, ki je za to potreben. In tudi Slovenke in Slovenci smo se tedaj pogumno zoperstavili nedemokratičnemu režimu in vzpostavili samostojno slovensko državo. Vendar danes lahko ugotavljamo, da se številna pričakovanja ljudi, ki so bili dolga desetletja ujeti za železno zaveso, v mnogočem niso uresničila. Številne težave, ki danes pestijo evropski prostor, so tudi posledica dejstva, da Evropa ne more biti uspešna in demokratična, dokler ne prepozna lastne totalitarne preteklosti v vseh svojih grozljivih razsežnostih. Mnogo premalo je zavedanja, da preteklosti sicer ne moremo spremeniti, a v mnogočem vpliva na zaznavanje, presojanje in ravnanje v sedanjosti in prihodnosti. Deklaracije in resolucije različnih evropskih institucij in organizacij nas že leta opominjajo k bolj poglobljenemu in zavzetemu odnosu do zgodovinskega spomina, resnice in pravice. Pa vendar je evropski spomin kljub številnim zavezam še vedno razdrobljen, zlasti totalitarne izkušnje komunizma, pa žal s težavo najdejo pot v spominsko krajino Evrope. To je med drugim tudi posledica dejstva, da sta bila nacionalni socializem in fašizem v drugi svetovni vojni poražena. Komunizem pa je s sklenitvijo zavezništva proti Hitlerju uspel za železno zaveso, se je uspel obdržati na oblasti vse do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Slovenski narod je med tistimi redkimi v Evropi, ki je v 20. stoletju občutil nasilje vseh treh totalitarizmov. Fašizma, nacionalnega socializma in komunizma. In vsi trije so pustili posledice, ki so vidne še danes. Tako na primer strokovnjaki med drugim govorijo o še naprej trajajočem strahu in nezmožnosti pravilne presoje družbene stvarnosti. Dediščina prejšnjega režima je tudi žalosten pojav, ko ljudje, namesto da bi se postavili na lastne noge, še vedno razmišljajo, da mora zanje poskrbeti država. Da o tem, da se mnogokrat na določenih proslavah morilce slavi kot junake, niti ne govorim.
Nažalost, Slovenija še zmeraj ne zmore najti temeljnega političnega konsenza o tem, da so vsi totalitarni režimi nekaj slabega in da jih je zato treba na načelni ravni odločno zavreči. Lahko ugotavljamo, da smo v Sloveniji mnogo bolje razgradili posledice fašizma in nacionalnega socializma, težko pa bi trdili, da nam je uspelo ustrezno razgraditi ostanke komunizma. Morda se še spomnimo, v 90-ih letih je nek nemški časopis zapisal, malo karikirano seveda, da naj bi bil v Sloveniji komunizem sicer mrtev, ampak nihče še ni videl njegovega trupla. Se pa skoraj da vsakodnevno srečujemo s še nepreštetimi trupli njegovih nasprotnikov, ki so bili večinoma brez sojenja ali pa na montiranih sodnih procesih obsojeni na smrt, dolgoletne zaporne kazni, koncentracijska in delovna taborišča, izgone iz kraja bivanja, odvzem premoženja in druge najhujše kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenija sodi med redke tako imenovane postkomunistične države, v kateri za vse storjene zločine nihče od bivše vladajoče garniture ni odgovarjal. Ni bilo lustracije niti v najmilejših oblikah. Ljudje, ki so kršili človekove pravice in svoboščine, so ostali na svojih položajih. Spodletelo nam je pri mrliških listih več kot 12.000 po krivici umorjenih po drugi svetovni vojni. Seveda bi lahko in celo morala našteti tudi dosežke tako imenovanega spravnega procesa, med njimi delovanje Pučnikove parlamentarne komisije, komisije za prikrita morišča, komisije za popravo krivic, odločbe Ustavnega sodišča, akcijo Sprava, delovanje nevladnih organizacij in posameznikov, ne nazadnje tudi dosežke Študijskega centra za narodno spravo, ki je v 11 letih svojega delovanja več kot upravičil svoj obstoj in se vsestransko uveljavil tudi v mednarodnem prostoru. Namreč, če že splošni sistemski in družbeni pogoji niso najboljši, je toliko odgovornejša naloga specializiranih inštitucij, kot je Študijski center. In šele to vzpostavlja podlage za celostno, objektivno spoznanje naše polpretekle zgodovine, ki ga zgodovinska narod v prejšnjem sistemu ni mogla v celoti obravnavati z vidika znanstvene resnice. Spoštovani, o totalitarizmih vlada v Evropski uniji, vključno v postkomunističnih državah, splošno soglasje. Ne poveličujejo totalitarnih simbolov, ne poimenujejo ulic po diktatorjih, ne nagrajujejo ljudi, ki so vodili tajno politično policijo. V nobeni državi Evropske unije ne bi monetarnega trga okužili z liki revolucionarjev s totalitarnim simbolom. A še bolj kot simboli je pomembna stvarna razgradnja totalitarnih struktur in praks. Tudi tukaj je Sloveniji precej spodletelo. V razmerah, ko vsi dejavniki, ki bi morali skrbeti za razvoj demokratične politične kulture, ne upravljajo dovolj dobro svojega poslanstva, se lahko upravičeno vprašamo, ali imajo v takšnih pogojih resnica, pravica in spomin še kaj možnosti, ali pa je alternativa kaj drugega, morda nek novi barbarizem. Naj zaključim z mislijo, da nas spominski dan na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov obvezuje k spoštovanju civilizacijskih pridobitev našega kulturnega miljeja. To je še posebej pomembno v času, ko upada zaupanje v institucije pravne države in demokracije. To je dan spomina, ki ga potrebujemo zaradi naše prihodnosti. Naj nas opominja, da demokracija ni dana enkrat za vselej, pač pa si je potrebno vedno znova in znova zanjo prizadevati. Le tako jo lahko ohranimo in preprečimo, da se časi, ki so povzročili toliko gorja slovenskemu narodu, ne bodo nikoli več ponovili. Prihodnjim generacijam smo dolžni zapustiti demokratično in svobodno družbo, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo.
Demokracija zahteva odgovoren odnos do preteklosti. To pa nam omogoča pravilno izbiro poti za naprej. Hvala za vašo pozornost. Iskrena zahvala dr. Andreji Valič Zver za bogato razmišljanje, ki ga je delila z nami. Pri današnji slovesnosti smo sodelovali Vojaški vikariat Slovenske vojske, Stolna župnija Svetega Nikolaja in Študijski center za narodno spravo. Iskrena zahvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili svete maše z akademijo in svojo prisotnostjo pokazali sočutje in spoštovanje do žrtev in vašo skrb za ohranjanje spomina nanje. Zaključimo današnjo slovesnost z lepo domovinsko pesmijo.